Danes sem bil v skladu z zakonom seznanjen z oceno pripravljenosti Slovenske vojske v letu 2021 strani načelnika generala Glavaša in ministra za obrambo magistra Tonina. Ob tej priložnosti bom izpostavil nekaj mojih ključnih zaključkov in mnenj. Najprej poudarjam, da gre za redno letno poročilo Generalštaba Slovenske vojske in ni bilo posebej pripravljeno zaradi vojne v Ukrajini. Poudarjam, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, posredno pa so se zaradi ruske agresije na Ukrajino politične in varnostne razmere resno zaostrile. Slovenija se na rusko ogrožanje mednarodnega reda in miru s pomočjo Ukrajini in sankcijam zoper Rusijo odziva kot aktivna članica Evropske unije in Zveze NATO kot sestavni del zahodnega sveta. Že od začetka agresije poudarjam, da si moramo prizadevati za čimprejšnjo prekinitev ognja in nadaljevanje reševanja spornih vprašanj po mirni poti. Kljub temu, da se ta trenutek zdijo možnosti za mirno reševanje spora majhne, jih ne smemo nikoli podcenjevati ali spregledati. Gre za reševanje človeških življenj, zmanjšanje obsega trpljenja in naposled splošnega zaupanja v sposobnost diplomacije, da po mirni poti reši vse probleme. V vsakem primeru pa pri letošnjem rednem poročanju o pripravljenosti Slovenske vojske ne moremo mimo dejstva, da so se varnostne razmere v našem okolju zelo poslabšale. Ponavljam, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena in zaenkrat ni znakov, da bi to bila. Vendar moramo resno in naglo poslabšanje političnih in vojaških razmer v Evropi in svetu jemati z vso resnostjo. V tem smislu bo Slovenija po potrebi sprejemala sorazmerne ukrepe. Spoštovane gospe in gospodje, minister za obrambo in načelnik Generalštaba Slovenske vojske sodelavci sta me danes seznanila s poročilom o stanju v Slovenski vojski, ki ga je pripravil Generalštab Slovenske vojske. Iz poročila Generalštaba Slovenske vojske izhaja, da je Slovenska vojska naredila viden napredek. Ni pa ta napredek še dovolj za celovito delovanje v vojnih razmerah. Vendar pa z vso odgovornostjo ocenjujem, da je Slovenska vojska skupaj z drugimi silami in o podpori ljudi sposobna ubraniti ozemeljsko celovitost in suverenost Republike Slovenije. Iz poročila izhaja prvič, da se sredstva, ki jih zagotavljamo za Slovensko vojsko, povečujejo. Izboljšuje se struktura izdatkov, tako da več sredstev namenjamo za redno operativno delovanje in investicije. Tako bo Slovenska vojska lahko nadaljevala za izvajanjem procesa modernizacije in razvoja Slovenske vojske. Drugič, izboljšujemo opremljenost in potrebna sredstva za delovanje. Narejen napredek, ki pa ni zadosten za to, da bi lahko Slovenska vojska učinkovito delovala tudi v najbolj zahtevnih razmerah. Zaostanek na tem področju je bil tolikšen, da ga ni bilo mogoče odpraviti v enem koraku, vendar se to sedaj pospešeno dela. Mislim, da so tukaj, kot sem dejal, napredki vidni, zbujajo optimizem, zaupanje. To bo mogoče odpraviti na daljše obdobje. Če pa bi varnostne razmere to zahtevale, smo danes z ministrom ugotavljali, bomo to storili za sorazmernimi ukrepi. Tretjič, na kadrovskem področju je bil narejen prvi korak na zahtevni poti povečanja števila pripadnikov Slovenske vojske. V stalni sestavi je ustavljen končno trend padanja števila vojakov, v prostovoljni pogodbeni rezervi je rezultat še za spoznanje boljši, saj se je število povečalo za nekaj 10 pripadnikov. To seveda še ni dovolj,
vendar z doslednim izvajanjem sprejetih ukrepov in njihovim izboljševanjem ter nadgradnjo lahko pričakujemo postopno povečanje števila pripadnikov Slovenske vojske. To je ključna naloga. Hkrati moramo zaradi naravnega odliva, ki bo v naslednjih letih zaradi upokojevanja večji, zagotoviti ustrezno nadomestitev odhajajočih pripadnikov, tudi med častniki in podčastniki, ter zagotoviti predvsem kontinuiteto v poveljniški strukturi, ki bo ustrezno usposobljena in motivirana za vodenje in poveljevanje v vseh razmerah. Naj povem, da mi je tako načelnik generalštaba kot poveljnik sil, minister za obrambo, da so mi vsi zagotovili, da je morala, razpoloženje v Slovenski vojski boljša. Častniki, pripadniki, vsi, ki skrbijo, ki delajo v Slovenski vojski, vidijo spremembe, vidijo trende izboljšanja, imajo boljše pogoje za usposabljanje. Vse to vzbuja pri njih upanje, da gredo stvari precej na boljše in to seveda pripomore k splošnemu razpoloženju. Naj dodam, da tudi odnosi, ki smo jih omenjali in so bili v prejšnjih letih čisto človeški odnosi, sem in tja predmet razprav, so se ti izboljšali, verjetno tudi s pričo vseh teh okoliščin, ki sem jih omenil. Četrtič, stanje na področju infrastrukture se je v preteklem letu izboljšalo, tudi tukaj je seveda napredek manjši od želenega. Načrtovane obsežnejše investicije v prihodnjih letih bodo pomenile kvalitativen preskok za delovanje Slovenske vojske, zlasti pa za njeno usposabljanje in urjenje. Petič, Slovenska vojska je imela v preteklem obdobju pomembno vlogo pri podpori policiji, pri varovanju državne meje, podpori zaščiti in reševanju oziroma civilni zaščiti. Njen pomemben, očiten prispevek je bil v času epidemije covida. Obremenjenost z navedenimi aktivnostmi se kaže v manjšem obsegu rednih in nujnih usposabljanj za izvajanje temeljnega poslanstva, to je obrambe države. Seveda je bil poudarek dan ključnim silam, vendar mora ostati prioriteta visoka usposobljenost sleherne enote in pripadnika Slovenske vojske. Zato menim, da je v sodelovanju z drugimi pristojnimi državnimi organi potrebno preveriti sedanji obseg nalog in premisliti o optimizaciji angažiranja Slovenske vojske s ciljem dajanja večjega poudarka na usposabljanju. Šestič, ne glede na to pa, je Slovenska vojska v tem letu dosegla dobre rezultate v okviru mednarodnih vaj in že tradicionalno velike pohvale pri zagotavljanju miru in stabilnosti v regiji in misijah izven nje. Pripadniki Slovenske vojske ostajajo izjemno cenjeni in v nekaterih okoljih nepogrešljiv člen pri opravljanju nalog. To temelji predvsem na usposobljenosti, njihovi izurjenosti in veliki pripadnosti pri izvajanju teh nalog. Sedmič, aktualne razmere, tudi grožnje posredne, med drugim terjajo okrepljeno delovanje na področju kibernetske varnosti in obrambe. To posebej poudarjam. To velja za nacionalno raven, kjer Slovenska vojska pri tem aktivno participira, hkrati pa je potrebno zaščititi tudi lastno delovanje enot in poveljstev pred temi grožnjami. V tem kontekstu je bilo okrepljeno sodelovanje v mednarodnem prostoru in usposabljanje. Poleg že omenjenega izziva na kadrovskem področju bo potrebno zagotoviti sodobno opremo ter intenzivno izobraževanje in usposabljanje še naprej. In naposled, spoštovane gospe in gospodje, za dosego visoke stopnje pripravljenosti v vseh razmerah bo potrebno tudi v naslednjih letih vlagati dodatna sredstva, dodatne napore pri izboljšanju organizacije in strukture, infrastrukture, opremljenosti in zagotovitve vseh potrebnih materialnih sredstev, kot sem dejal, sorazmerno in za možnostmi naše države. Če kdaj, sedaj vidimo, da vsak vložen evro v varnost in obrambo zagotovi ne le varnost vseh nas, pač pa tudi večkratno povrnitev vseh vložkov, kar nam za zagotavljanje varnosti omogoča pogoje za stabilnost in razvoj. Gospe in gospodje, vse od konca vojne za Slovenijo, poleti leta 1991 in naše mednarodne uveljavitve, katere 30-letnico praznujemo prav letos, je bila in ostaja Slovenija varna država. Med najvarnejšimi državami
v svetu. Vsi, vsak na svojem področju in v skladu s svojimi pristojnostmi si bomo prizadevali, da tako tudi ostane. Besedo predajam ministru za obrambo. Spoštovani predsednik, general, vsi izbrani, dober dan. Varnost ni samoumevna in če kaj, potem se to kaže prav v današnjih dnevih. Za varnost je potrebno skrbeti vsak dan. Varnost tudi stane in vanjo je potrebno tudi vlagati. Ključni pa so seveda ljudje. Zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske, ki iskreno in predano služijo domovini in na takšen način pomagajo, da je Slovenija še vedno ena izmed najbolj varnih držav na svetu. Na začetku našega mandata smo začeli s procesom modernizacije in z dodatnim popolnjevanjem Slovenske vojske. Infrastruktura, tehnika in pa kadri so bili ena izmed najbolj perečih stvari pri razvoju Slovenske vojske. Normalno je, da denar, da tehnika ni vse, da so potrebni tudi ljudje. Zato smo se najprej začeli ukvarjati s tem, kako izboljšati status vojaka, ker se zavedamo, da je zadovoljen vojak najboljši promotor Slovenske vojske. Lahko rečem, da so se v tem času plače izboljšale. Po podatkih Ministrstva za javno upravo so v zadnjih letih v javnem sektorju plače najbolj napredovale prav v Slovenski vojski. Prav je tako. Tudi v tem mandatu smo plače še dodatno dvignili, eno je z Zakonom o službi v Slovenski vojski, drugo pa tudi z uredbo o plačnih razredih in s posebnim sklepom o uresničevanju 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski. Prav tako smo uredili status vojakov po 45. letu. Prav tako smo prenovili sam koncept pridobivanja kadrov. Želeli smo narediti atraktiven koncept, ki bo mladim dal nove življenjske izkušnje, ki jim bo ponudil nekaj dobrega za celo njihovo življenjsko pot, da služenje vojaškega roka ne bo nepotrebno zapravljanje časa, ampak predvsem izjemna življenjska izkušnja, ker mlad človek dobi pomen skupnosti, graditve tima in ne zgolj osredotočenja samega nase. To nam je vendarle uspelo, odziv mladih je izjemen, v lanskem letu se je za prostovoljno služenje vojaškega roka javilo 600 mladih, kar je 5krat več kot pa v bolj rizičnih letih v preteklosti. Lahko rečem, da smo v kadrovskem smislu številke obrnili v pozitivne. Leti 2020 in 2021 sta bili po dolgih letih prvi 2 leti s pozitivnimi kadrovskimi številkami, kar pomeni, da je v Slovensko vojsko prišlo več pripadnic in pripadnikov, kot pa iz nje odšlo. Seveda nas pa čaka še dolga pot, kar pomeni, da so vrata Slovenske vojske široko odprta vsem tistim, ki jih ta stvar zanima. Po naših planskih dokumentih še vedno potrebujemo 1000 vojakov. Modernizacija je prav tako pomembna, ker ta zagotavlja učinkovitost in pa varnost Slovenske vojske. Takoj na začetku mandata smo začeli s procesom tudi s sprejemanjem za to ustreznih zakonov. Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije je bil vključen. Sami veste, da je bila težka bitka zanj, ampak smo ga vendarle ubranili in danes modernizacija teče v polnem zamahu. Opremljamo vojake z najsodobnejšo opremo, z ognjevarno uniformo, z oreznevarno uniformo, prenavljamo vojašnice, izdatno obnavljamo vadišče Slovenske vojske, prav tako smo že podpisali pogodbo za dobavo transportnega letala, ki bo prispeval k temu, da bo Slovenska vojska in njeno delovanje še bolj avtonomno. Gremo v postopek nabave 2 novih helikopterjev, prenavljamo 8 obstoječih helikopterjev, prav tako je v Slovenijo že prišlo 38 vozil oklepnih 4x4, tako imenovanih Oshkoshov, naročili smo še dodatnih 37.
Pred podpisom pogodbe smo tudi za oklepna vozila 8x8, čaka nas samo še zadnja stvar, to je, da postane veljaven ta zakon o ratifikaciji naše pridružitve OCCAR-ju. Tukaj naj povem, da je parlament že sprejel sklep, da je referendum nedopusten v skladu z 90. členom ustave, da zdaj ima stranka Levica še zadnjo pravno možnost, da se ponovno pritoži na ustavno sodišče. Ta rok poteče 8. marca. Jaz vendarle prosim, da naj tega glede na okoliščine ne izkoristijo in naj dovolijo, da vendarle proces modernizacije Slovenske vojske teče nemoteno. Glede na trenutno situacijo v Ukrajini bomo pa dodatno okrepili zlasti tehniko za področje protizračne in protioklepne obrambe. Seveda pa naj poudarim, da so postopki modernizacije dolgoročni, da nabava in prihod tehnike traja v daljšem časovnem obdobju, bistveno pa je, da so zagotovljeni vsaj srednjeročni viri, kar je, in da stvari tečejo, kar pa se tudi dogaja. V zvezi z obrambnimi izdatki naj povem, da je bil pred 14 dnevi poseben pregled obrambnih izdatkov na nivoju zavezništva NATO. Obrambni ministri smo te obrambne izdatke pregledali. Slovenija je po obrambnih izdatkih na 25. mestu med 30 državami zavezništva, po izdatkih v investicije pa na 26. mestu. In to kljub vsem zakonom in kljub vsem slovenskim izdatkom. To govori v prid temu, da smo k modernizaciji pristopili racionalno in tako, kot smo večkrat poudarjali, kupujemo tisto najnujnejše, kar potrebujemo za to, da Slovenska vojska lahko normalno deluje in tudi izpolnjuje zakonske obveznosti. Plan je, da do leta 2024 dosežemo 1,5% BDP-ja za obrambne izdatke. To je bila politična zaveza zadnjih 3 vlad. Kar je bilo v moči te vlade, smo to tudi realizirali, kar pomeni, da v proračunu za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva, da bodo obrambni izdatki 1,3%, v proračunu za 2023, da bodo 1,4% in seveda potem nas čaka proračun za 2024, kjer mora biti 1,5%. V posebni resoluciji, ki je bila prav tako sprejeta v parlamentu, potrjena, je bilo zapisano, da bomo do leta 2035 dosegli 2% BDP-ja za obrambne izdatke. Glede na trenutno situacijo, glede na odločitev celotnega zavezništva, zlasti pa naših evropskih zaveznikov, se zdi, da bomo morali to našo odločitev nekoliko korigirati in ta datum, ko bomo dosegli obrambne izdatke na 2% premakniti iz leta 2035 na leto 2030. Torej, da bomo 2% BDP-ja za obrambne izdatke dosegli prej. Mir je temeljna vrednota, ki jo zasleduje tudi Slovenska vojska in odgovorno in jasno lahko povem, da državljanke in državljani Republike Slovenije lahko računajo na Slovensko vojsko, da bo opravila svoje temeljne ustavne naloge in ko bo to potrebno, tudi zaščitila Republiko Slovenijo. Hvala, gospod minister. Rašava. Spoštovani vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, minister za obrambo, gospod Matej Tonin, kolegi in seveda predstavniki medijev. Danes sem v skladu z metodologijo predsednika Republike in vrhovnega poveljnika obrambnih sil seznanil s poročilom o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2021. Naj na začetku takoj poudarim, da je to ocena, ki je v skladu, kot sem že omenil, sprejeto metodologijo, pripravi Slovenska vojska in jo kot načelnik generalštaba tudi podpišem. Seveda ni odveč, da se nekoliko spomnimo naloge, ki jih definira Zakon o obrambi. Prvič, in teh nalog je 6. Prvič, ob napadu na državo izvaja vojaško obrambo.
izvaja vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe, zagotavlja potrebno in zahtevano pripravljenost, ob naravnih in drugih nesrečah sodeluje pri zaščiti in reševanju, izvršuje vse mednarodne obveznosti in seveda na koncu sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje. Temelj vseh teh nalog je pripravljenost, torej sposobnost enot in Slovenske vojske kot celote, da v ustreznem času, na ustrezen način, v določenem času prične z izvajanjem svojih bistvenih nalog. Slovenska vojska je v letu lanskemu 2021 zagotavljala ustrezno raven večine izdelanih načrtov uporabe, kar je omogočalo, da enote Slovenske vojske dosežejo zahtevano pripravljenost glede na čas, določen s kategorijo pripravljenosti enote. Ustrezno raven neprekinjenega delovanja služb in določenih bojnih in podpornih sistemov. Poveljstva in enote in posameznike v skladu z skupnimi načrti obrambe v okviru zavezništva in v visoki stopnji pripravljenosti. Pripravljenost zmogljivosti za izvajanje nalog v skladu z varnostnimi razmerami na podlagi določenih določitev. Pripravljenost operativnih sil namenjenih za hitro odzivanje v primeru naravnih in drugih nesreč in nenazadnje skupno 43% operativnih sil v zelo visoki in visoki stopnji pripravljenosti za delovanje. Kar pa je ključno pri vsem tem, na podlagi povedanega, pa je tudi moja ocena, da je bila Slovenska vojska v letu 2021 ustrezno pripravljena za izvajanje nalog na podlagi lastnih načrtov dela in drugih aktov, ki govorijo o aktivnosti Slovenske vojske. Kljub temu pa so v dotičnem letu še vedno obstajale ključne pomanjkljivosti oziroma neskladja, ki so v bistvu vplivale na oceno pripravljenosti Slovenske vojske. Naj omenim samo nekatere. Zaradi pomanjkanja kadra je bila še vedno neustrezna popolnitev mirnodobne formacije glede na formacije. Zaradi izpada finančnih sredstev za investicije v preteklosti je bila še vedno delno pomanjkljiva popolnitev z oborožitvijo in opremo ter strelivom. Zaradi omejitve in tveganj povezanih s covidom je bilo izvedenih le del skupnih urjenj in vaj enot mirnodobne sestave Slovenske vojske. Tukaj pa naj izpostavim sprejetih več pomembnih predpisov oziroma odločitev, ki bodo v prihodnje, ponavljam, v prihodnje pozitivno vplivali na pripravljenost Slovenske vojske in na njeno celovito delovanje. Zopet naj jih nekaj naštejem. Veljavo je stopil zakon o investicijah, ki bo omogočal opremljanje Slovenske vojske s ključno sodobno opremo in oborožitvijo. Sprejeta je bila dopolnitev zakona o obrambi in seveda s tem tudi zakon o službi Slovenski vojski, ki bo ustreznejša podlaga za prihodnjo kadrovsko popolnjevanje na eni strani ter ohranjanje kadra na drugi strani. S sprejetjem splošnega dolgoročnega programa in razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 je Slovenska vojska dobila ključne politične usmeritve in okvir za nadaljnji razvoj. Z izdelavo predloga vojaške strategije smo jasno opredelili, na kakšen način bo Slovenska vojska v primeru potrebe izvajala ključno nalogo, to je vojaško obrambo Republike Slovenije. In seveda pristopili smo k sprejemanju sistema pridobivanja kadrov ter nadgradnje sistema vojaškega izobraževanja in te rezultate pričakujemo šele v prihodnjem obdobju. Slovenska vojska je ob upoštevanju finančnih in kadrovskih omejitev tudi zagotavljala pošten delež v sodelovanju v operacijah zavezništva, prav tako pa se pripravlja na prilagoditve, ki bodo potrebne v luči novega strateškega koncepta zavezništva, naše skupne vojaške strategije, načrtov za odvračanje in obrambo, kot tudi bodočega načina bojevanja v zavezništvu. V povezavi s tem sem že sprejel določene odločitve, da pristopimo k izdelavi nekaterih vojaških konceptov, ki so po moji oceni nujno potrebni za izvajanje vojaške profesije. Če povzamem, vse navedene zakonodaje in konceptualne spremembe, prenovljen pristop k pridobivanju in ohranjanju kadra, modernizacija, priprava načrtov ter usmerjenost v urjenje za potrebe vojaške obrambe, predvsem pa povečanje finančnih sredstev za Slovensko vojsko,
bodo v prihodnje dvignile pripravljenost Slovenske vojske na raven, ki bo političnim odločevalcem zagotavljala ustrezne opcije za uporabo vojaškega inštrumenta moči za zagotavljanje naših nacionalnih interesov. Nujno vseh teh ukrepov se kaže v zadnjih dneh v mednarodnem okolju. Dejstvo je, da ta postaja vse bolj neprevidljivo in hitro spremenljivo in lahko v dokaj kratkem času vpliva na našo varnost ali pa na varnost naših zaveznic. Vojna v Ukrajini je v temeljih spremenila našo geostrateško in geopolitično realnost in je lahko potencialna pot v varnostno krizo. Kot načelnik generalštaba je to seveda zadnje, kar si bi želel, kajti uporaba vojaškega inštrumenta moči je vedno skrajna in zadnja opcija, ki jo država lahko uporabi. Vendar pa sem kot načelnik generalštaba odgovoren, da bi tudi v takšnem primeru Slovenska vojska s svojo strukturo, pripravljenostjo, opremo in zdržljivostjo zagotovila našo varnost in suverenost. Spoštovani, naj na koncu zagotovim, da Slovenska vojska je in bo tudi v prihodnje pripravljena za izvajanje ključne naloge, to je obramba domovine. Pri tem seveda se zavedamo omejenost s kadrovskimi in finančnimi viri, vsekakor pa še naprej računamo na veliko stopnjo podpore naših državljank in državljanov, podpore v državnem zboru ter vseh ostalih odločevalcev, kot načelnik pa seveda na profesionalnost, usposobljenost in požrtvovalnost pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, tako stalne kot rezervne sestave, katerim izrekam vse priznanje in na katere sem izredno ponosen. Hvala lepa. Hvala za vašo pozornost, gospe in gospodje. Z ministrom in načelnikom bova odgovorila prav na vsa vaša vprašanja, ki jih imate v povezavi z poročilom in seveda razumljivo tudi z širšimi varnostnimi razmerami v Evropi in svetu. Prosim. Prosim. Hvala lepa. Morda sem preslišal, ponovadi ste oceno pripravljenosti Slovenske vojske podali zadostno dobro. Kakšna je tokrat? In pa vprašanje za gospoda ministra. Okrepitev, dejali ste protizračne obrambe kot odziv na krizo v Ukrajini. Ste morda lahko bolj konkretni, kaj ste s tem mislili? Hvala lepa. Iz poročila generalštaba Slovenske vojske izhaja, da je Slovenska vojska naredila viden napredek. Ni pa ta napredek še dovolj za celovito delovanje v vojnih razmerah. Vendar pa še enkrat, z vso odgovornostjo vrhovnega poveljnika in predsednika republike ocenjujem, da je Slovenska vojska skupaj z drugimi silami in ob podpori ljudju sposobna ubraniti ozemeljsko celovitost in suverenost Slovenije. Minister. Ja, trenutno za protioklepno obrambo Slovenska vojska uporablja sisteme Spike, tako da bomo te sisteme dodatno dokupili. Pri zračni obrambi bomo prišli iz ruskih sistemov na zahodne NATO sisteme. Takoj, ko bo mogoče. Prosim. Al Jazeera. Zanima me, gospod Pahor, glede na vaše poudarjanje diplomatske rešitve. Kako ocenjujete predlog gospoda Janše, da bi bilo treba zapreti zračni prostor nad Ukrajino? To naj bi zagotovil NATO. Gospoda Tonina pa, ali bo Slovenija to sprožila formalno tudi v okviru zavezništva? Hvala lepa. Moramo vedeti, kaj ta pobuda pomeni. To pomeni vstop NATO-vih zračnih sil v zračni prostor Ukrajine in morebiten spopad z ruskim agresorjem. To bi pomenilo vojno velikih razsežnosti, v katerih bi se znašla Zveza NATO in Ruska federacija ter nepredvidljiv razvoj dogodkov za mir in varnost v svetu. Ukrajina ni članica Zveze NATO. Ni razlogov, da bi uporabili 5. člen te pogodbe, ker, kot rečeno, ni napada na ena od držav članic Zveze NATO. Vendar je generalni sekretar Stoltenberg in vsi mi kot vrhovni, visoki predstavniki držav članic NATO dejali,
da se bo NATO odzval z vsemi razpoložljivimi silami, če bi se Ruska federacija odločila za agresijo na eno od držav članic Zveze NATO. Tako da takega predloga ne podpiram, ni utemeljen pravno, politično je zelo tvegan. Rad bi povedal, da to sem že večkrat rekel, doma in v tujini, vidim, da to naleti na razumevanje, kaj hočem reči. Odločitev ruskega predsednika Putina za agresijo v Ukrajini nima moralne upravičenosti. Namreč ni razlogov, ni prepričljivih razlogov, zakaj je moral uporabiti silo, da bi dosegel svoje interese. Mi seveda razumemo, kaj sporoča ruska stran v zvezi z njenimi zadržki glede varnostne vizije Ukrajine. O tem se ima seveda pravico najprej predvsem odločiti Ukrajina sama, vendar pa ponavljam, ni bilo tega, kar rečemo casus belli, ni bilo utemeljenih razlogov za agresijo, zato jo obsojamo. Ukrajini, ki ni članica NATO, bomo pomagali po vseh drugih razpoložljivih močeh in to že počnemo. Vemo, da se v marsičem sedaj v Ukrajini odloča o prihodnosti evropskega miru in varnosti. Rad bi končal z dvema poudarkoma. Kot politolog, ne samo kot politik, spremljam zelo pozorno vzpone in padce multilateralizma v svetu. Ta je bil v preteklih letih na resni preizkušnji. Vendar pa moram reči, da čeprav ni izpolnil vseh pričakovanj zaradi ruskega veta, ki ga ima v varnostnem svetu, generalna skupščina in drugi mednarodni forumi, velika večina držav v mednarodni skupnosti obsoja agresijo Ruske federacije. To je skorajda brez primere, ko gre za take razsežnosti v mednarodni skupnosti v zadnjih desetletjih. To je spodbudno. In na koncu še enkrat. Vem, da se zdi to moje zavzemanje za mirno rešitev morda ta hip mestoma naivno, vendar pa bi rad povedal, to sem povedal tudi ukrajinskemu veleposlaniku in mu prenesel željo, da to prenese tudi kolegu in predsedniku Zelenskemu. Zelo pomembno je, da predsednik Zelenski vedno znova ponudi možnost dialoga z ruskim predsednikom Putinom in da se redno udeležuje sestankov, ki potekajo na beloruski meji v iskanju možnosti, da se prekine ogenj, da se zmanjša človeško trpljenje in da se poišče mirna rešitev spora. Ali, če sem kar odkrit, ukrajinskemu veleposlaniku sem dejal, da je v tej situaciji Ukrajina v popolni moralni prednosti, kar je v vojaških spopadih lahko odločilnega pomena. Zato, da bi ohranila to moralno prednost, ne sme zamuditi ali zavrniti nobene možnosti, ki bi obetala mirno nadaljevanje reševanja spora. V zvezi s tako imenovanim no-fly zonom se mi zdi, da se v zadnjem času zelo pogosto napačno interpretira, da je to predlagal slovenski predsednik vlade. To je ukrajinski predlog, ki ga predsednik Zelenski in tudi ostali ukrajinski predstavniki zelo pogosto zahtevajo. Gre pa za popolnoma z njihove strani logično zahtevo. Ruske sile imajo v tem trenutku premoč v zraku in zaradi te premoči v zraku tudi mnogo lažje manevrirajo na terenu in z vzpostavitvijo tako imenovanega no-fly zona bi se vzpostavilo neko ravnotežje tudi ali pa lažje se bi vzpostavilo ravnotežje tudi na terenu. Torej, predsednik vlade je večkrat že povedal, da se zaveda, da je ta opcija v tem trenutku nerealna, da pa se z samega taktičnega vidika strani ukrajinske strani zdi popolnoma razumljiva. Generalni sekretar Stoltenberg je na to temo tudi govoril s posameznimi državami, naštel je razloge, zakaj v tem trenutku ni možno, da bi NATO vzpostavil tako imenovani no-fly zone. Nazadnje je tudi britanski predsednik vlade na Poljskem poudaril, da zaenkrat to ne obstaja opcija.
Drži pa, da je bila Slovenija prva skupaj z Poljsko, ki je predlagala, da se pa Ukrajino sprejme po hitri poti v samo Evropsko unijo. Da če so bile pretekle poti za sprejem v Evropsko unijo tako, da si se najprej prilagajal, sprejel pravni red, ki je bil potreben za Evropsko unijo in potem si postal član, da bi tokrat v primeru Ukrajine zgodbo obrnili, da bi postala članica Evropske unije in potem v nadaljnih letih storili ali pa naredili vso to prilagajanje pravnega sistema. S tem bi jim predvsem ponudili priložnost, neko novo upanje, predvsem pa nek nov zagon. Na nek način bi bil sprejem Ukrajine v Evropsko unijo kot Marshallov plan za Nemčijo po drugi svetovni vojni. Ker če se vojna danes konča, je vsekakor Ukrajina v težavah, tako v ekonomskih, kot tudi v infrastrukturnih in bo potrebno kar precej investicij, da se tam vzpostavi neko normalno življenje. V zvezi z no-fly zonom ne rečem še to, da pa seveda v sodelovanju z ukrajinsko stranjo se pa iščejo druge oblike, da bi se vzpostavilo ravnoteže in sami veste, da se Ukrajini pomaga z opremo in tehniko. Vi ste dopisnik Al Jazeere, prav razumem, ne? Zato si dovoljujem dopolniti moj odgovor, čeprav ni bilo vprašanje še z ničim pomembnim. Dan po odločitvi ruskega predsednika in agresiji ruskih sil na Ukrajino so se sešla dopoldan in pogovarjala z slovenskim predsednikom vlade. Ugotovila sva, da bo tukaj prišlo do velikih sprememb, da gre tukaj za uveljavljanje neke zelo staromodne, upali smo preživete geopolitike in da moramo to jemati zelo resno in zavzela sva se za to, da je enotna slovenska politika in da je seveda čim bolj enotna tudi zahodna politika. Obojemu smo priča. Rekla sva tudi, da morda kakšna pobuda več v tem času, ki bi izkazovala enotnost in podporo Ukrajini, ne bo odveč. Tako sva se skupaj odločila, da se razpravlja, oba sva pa tudi podpisala, vsak na svoji ravni dokument, o podpori Ukrajini pri tem, da dobi status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. To je storil predsednik vlade skupaj z poljskim predsednikom vlade Morawieckim, jaz pa z 7 ostalimi predsedniki skupaj s poljskim predsednikom in prijateljem Dudo. Moram pa reči tole, in zato sem prej referiral na vas, poljskemu predsedniku Dudi sem zelo jasno povedal, da bi si želel, da je v tem pozivu, ki ga je potem sprejel Evropski parlament, tudi Zahodni Balkan. Na varnostni konferenci v Münchnu sem bil gost na zaprti razpravi o prihodnosti Zahodnega Balkana. Ocenil sem, da razmere na Zahodnem Balkanu, počasnost širitve, vzpon nacionalizmov in poglabljanje nezaupanja med voditelji v regiji kličejo po eni hitri poti sui generis, pospešeni poti širitve Evropske unije na ta del Evrope, zlasti za Bosno. Zlasti za Bosno. Tako imenovani fast track. Predsednik Duda mi je obljubil, da se bo zavzel, če bi prišlo do razširitve geopolitičnih napetosti vse od Ukrajine preko Moldavije in Gruzije do Zahodnega Balkana, da se bo enako zavzel za našo pobudo, da se tako obravnava tudi po moje interes držav Zahodnega Balkana, da se bistveno pospeši proces sprejema v Evropsko unijo. Moje prijatelje in kolege v tem delu vzhodne Evrope pozivam, da ohranimo dialog, da ga po potrebi poglobimo. Moramo si zaupati, moramo si povedati težave in probleme, ki jih imamo v teh okoliščinah, vendar pa moramo storiti vse, zato smo odgovorni, da ohranimo mir in varnost in da preprečimo vsako izjavo ali ravnanje, ki bi ta mir in varnost, ki je krhek, kot je, zagotavljala, ogrozila.
Prosim, ima še kdo kakšno vprašanje? Ali prav razumem, da ne? Prav. Potem smo s tem končali predstavitev. Hvala za vašo pozornost.